Živijo, jaz sem Nikolaj, sem devetošolec in danes sem srečal z ministrico doktorico Majo Makovec-Brenčič, se imam za njo kar nekaj vprašanj. Zakaj ste se odločili, da boste uvedli spremembe v NPZ-jih in kaj vam starim sistemom ni bilo všeč? Da dlje in lažje spremljamo razvoj vsakega od vas. Ste mi morda vprašali tudi za mnenje mladih? Mi smo prisluhnili mnenju vsem. Je velikokrat bilo slišati prav iz vaših ust, NPZ-ji, zakaj pa sploh, čemu so sploh namenjeni. In zato je bil namen spremembe tega modela prav ta, osmisliti jih ovrednotiti, na koncu tudi z oceno. V 9. razredu bo ocena NPZ-ja vpisana v redovalnico. Učni jezik, matematika in tretji predmet bodo prejeli iz NPZ-jev eno od ocen, ki bo del ocene tega predmeta, torej skupne ocene. Ali ste da razmišljali, da bi si lahko učenec v 9. razredu sam izbral NPZ, ki bi ga rad pisal poleg matematike in slovenščine? Res je, smo. Ampak zato, ker rabimo eno tako, temu rečemo, nacionalno primerljivost, torej da vidimo, kje pravzaprav so vse šole, se zaenkrat za to nismo odločili. Je pa bila to ideja, celo prišla je tudi strani učencev in učenk. Ok, zdaj imamo en matematični izziv in sicer eno od nalog v nacionalnem preverjanju znanja. To bo pa zalogaj, vidim. Koliko je še 48 minus 3? Ups, to zdaj že težko na pamet računati. Nimate kalkulatorjev, ne? No, ministrica je dokazala, da zna računati za 9. razred. Jaz sem še vedno moral povedati odgovor in upam, da ste izvedeli tudi kaj novega o NPZ-jih. Adijo!